Besedi vabim profesorja dr. Dušana Pluta, enega od ustanoviteljev Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije. Spregovoril bo na temo samozadostna in samooskrbna Slovenija z vprašajem. Glede vprašaja si bomo pa morali odgovore najti sami verjetno v razpravi. Dušan, izvoli. Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo. Zgodba se ponavlja, ne? Gospod Jeriha, leta 2008 smo se srečali v Braslovčah, kjer sem tudi svoje argumente povedal. Odločevalci enostavno, strokovno, argumentiranih stališč ne upoštevajo. In človek se seveda vpraša, kje so interesi, da se tega ne upošteva. Mislim, da bo naš skupen glas danes to še enkrat potrdil, da absolutno obstajajo vsi razlogi, da se izbere druga trasa. Na pogovoru z Gorazdom sem se odločil in tudi skupaj sva se nekako odločila, da bi dal malo širši okvir tej problematiki. Imam 8 slik in upam, da bom lahko kratek. Gorazd, dodal sem še samoobnovljiva Slovenija, pa vprašaj sem dal stran, ker bi lahko vse držalo, je pa prav, da je napisan, saj sva tako se tudi dogovarjala. Skratka, želel bi povedati, da ima Slovenija ogromno kvalitetnih naravnih virov za trajnostni razvoj in da seveda pomeni vsak poseg v okolje, izbor katerekoli variante, seveda prinaša negativne posledice. To upam, da se vsi skupaj zavedamo, da z umeščanjem infrastrukturnih objektov seveda pozidavamo Slovenijo. Naša naloga pa je, da uskladimo 3 ključne zadeve, da je čim manj prizadeto, poudarjam, čim manj prizadeto življenje lokalnih prebivalcev, da poteka razvoj Slovenije skladno in da seveda maksimalno se potrudimo, da ohranimo zmogljivost, nosilnost našega okolja, ki je praviloma v načrtovanju spregledano. Na to vas bi želel še posebej opozoriti. Z 9 kazalci bom poskušal to dokazati. Jaz se oproščam, ker bom šel zelo hitro čez, tako da če bo potreba, mogoče v razpravi še kaj dodam. Obravnaval bom samoobnovljivost, samozadostnost in samooskrbnost Slovenije z 9 kazalci. Slovenija ima izredno prednost po biološko produktivnih zemljiščih na prebivalca, kot vidite, presega zmogljivost planeta in to bistveno, vendar se ta biokapaciteta zaradi pozidave, zaraščanja, erozija in zastrupljanja prsti zmanjšuje. Skratka, samoobnovljivost se na tem področju zmanjšuje. Drugič, Slovenija ima izredne ekološke storitve. To se pravi brezplačno delovanje, če temu tako rečemo, ekosistemov, ki ni vključeno v tržne izračune in je seveda zaradi tega vedno podcenjeno. In v vašem primeru seveda bom to tudi pokazal. Slovenija vroča točka Evrope, 1. mesto po naturi, 4. mesto po deležu gozda. Suzana Vurunič je pri svojem magistrskem delu izračunala, poglejte, ni napaka, skupna ekonomska vrednost, če bi ocenjevali ekosistemske storitve po tržnih zakonitostih, bi znašala 16,5 milijarde evrov. Ali drugače povedano, polovico bruto domačega proizvoda v letu 2018.
2013. So pestre, obsežne in v upadanju. Emisije toplogrednih plinov, poglejte, na prebivalca za približno 4 do 5 krat presežemo dovoljene samočistilne zmogljivosti. Samozadostna materialna zmogljivost Slovenije, ekološki odtis, to se pravi, koliko porabimo naravnih virov, po domače povedano, poglejte, 5,8 hektarja na prebivalca, zmogljivost je 2,3 globalna hektarja na prebivalca. To se pravi, da več kot 2-krat presegamo zmogljivost našega okolja. To je skrajno zaskrbljujoče. Poglejte, Avstrija, ki ima skoraj 2-krat večji BDP na prebivalca, približno toliko, torej njen ekološki odtis na prebivalca je približno toliko kot nas. To se pravi, da imamo ogromno rezerve in se bi morali maksimalno potruditi, seveda, da ohranjamo biološka površine v Sloveniji. Okoljski prostor, ne bom razlagal, kaj to pomeni, gre za rabo predvsem primarne energije in kot vidite, tukaj seveda prav tako bistveno presegamo, tudi kar se tiče poraba naravnih snovi. Na srečo smo glede vodne samooskrbe 100% oskrbovani z lastnimi vodnimi viri, kar je izredno velika prednost, ki se je seveda ne zavedamo posebno danes, ko je tako deževen dan in se bi želeli mogoče kakšen drugačen. Ampak to je velika prednost. Dejstvo pa je, da zaradi podnebnih sprememb, kot vidite, vodni pretoki upadajo. Skratka, ta prednost se počasi zmanjšuje, vendar ni se zabad, da bi tukaj Slovenija se srečevala s pomanjkanjem vode. Energetska samooskrba, tle bi Gorazd lahko kaj več povedal, jaz bi samo rekel to, da smo 50% odvisni od uvoza energije in da smo vstavili popolnoma na napačnega konja, ne, Matjaž, na TEŠ 6, to se pravi na fosilna goriva. Tukaj bi morali iti v drugo varianto, predvsem v to, da bi šli v povečano porabo obnovljivih virov, racionalno rabo in recimo obratovanje premogovnika najdlje do leta 2030. Mi smo pa to podaljšali do leta 2054, kar je grozljivo nesramno do naših prihodnjih generacij. Prehranska samooskrba, okoli 60%, poglejte te podatke, ki pa so že tisti podatki, ki so zanimivi, bom rekel, za naše današnje srečanje, še posebej zanimivi. Poglejte, njivske površine v Sloveniji, 850 kvadratnih metrov njivskih površin in samo 500 kvadratnih metrov žitnih površin na prebivalca. Žitne površine na prebivalca svetovne pa so 1000 kvadratnih metrov na prebivalca. To se pravi, da smo že na polovico svetovnega povprečja in to v trenutku, ko se svet ponovno srečuje s pomanjkanjem vode, pomanjkanjem hrane, ki je s tem povezano, mi pa z nepredvidenimi oziroma nepremišljenimi ukrepi zmanjšujemo njivske površine, vključno z pozidavo, ki je, kot veste, najbolj nepovraten ukrep izgube kmetijskih zemljišč. In če bi kaj drugega moralo biti razlog za zaskrbljenost in če govorimo o varnosti, potem bi morala biti varnost absolutno najbolj navezana na prehransko varnost Slovenije, ki jo z takimi posegi oziroma z takim načrtovanjem, kot je umeščanje F2.2, absolutno seveda to varnost, nacionalno varnost Slovenije zmanjšujemo. In to bi mogel biti pravzaprav ključen argument za to, da takih ukrepov ne bi sprijeli. Samooskrba Slovenije bom kar preskočil. Poglejte, tukaj se oproščam, tukaj, kar je najbolj pomembno, boste mogoče presenečili,
presenetili, žita so najbolj pomembna za prehransko samooskrbo, brez kruha ni prehranske samooskrbe in tukaj, poglejte, se gibljamo na teh 60%, včasih več, včasih manj, skratka, veliki problemi, ki so s tem povezani. Kaj se dogaja? Kmetijska zemljišča se zmanjšujejo se kmetijska zemljišča v uporabi. Poglejte, kaj smo v poosamosvojitvenem obdobju pridelali. Njivske površine se zmanjšujejo, včasih smo imeli okoli 200 tisoč hektarjev njivskih površin, zdaj smo na okoli 170 tisoč, zmanjšujejo se njivske površine na prebivalca, površine žitaric na prebivalca, skratka, vse se zmanjšuje, povečujejo pa se gozdne površine, ker jih je, po mojem mnenju, celo preveč, bo mogoče kdo radikalno ekološko zamišljen se o tem vprašal, ampak jaz mislim, da treba iskati ravnovesje in da jih je enostavno preveč, da bi morali tle iskati rezerve seveda za kmetijski prostor. Primerjava, poglejte, že tako, če pogledamo iz aviona, primerjava teh dveh tras absolutno kaže, kje je prednost. To sem vzel, bom rekel, vaše podatke, ne bom jih komentiral, pokomentiral bom pa to. Zakaj je trasa F22 Velenje-Braslovče bistveno manj ekosistemsko z vidika regionalnega razvoja, z vidika samočastilnih sposobnosti, prehranske varnosti, bistveno slabša, kot je izbor trase F6 Velenje-Arja vas. Prvi razlog, gre za novo traso in daljšo traso, opozarjam na to, da ta trasa zelo nevarno koridorsko razbija ekosisteme. Spregledano dejstvo glede na to, o čemer smo se prej pogovarjali. To je izredno negativna zadeva in zato zmanjšuje zmogljivost ekosistemov in narave. Ogroža vodne vire, poslabša pejsažno podobo. F6 manjši ekosistemski negativni vplivi. Nobenega dvoma. Točka 2. Umestitev trase. Poglejte, trasa se umešča v bistveno bolj poseljeno območje, kot je to ob trasi F6. Zakaj, se človek sprašuje? Poslabšali se bodo bivalni pogoji za prebivalce. Ne bom našteval vse, kar je tukaj napisano, ker bojo sigurno ostali referati o temu še govorili. Naslednja stvar so kmetijska zemljišča. Mislim, iz Lune, če pogledamo na to problematiko, iz Lune bi morali videti, da je to z vidika prehranske varnosti Slovenije skrajno nevaren ukrep, ki ga bi bilo treba sodno preganjati. Sodno preganjati. Kako si ob taki stopni prehranske varnosti lahko privoščimo z vsemi ostalimi protiargumenti, da sploh še danes leta 2016, po 8 oziroma 9 letih, če se jaz prav spomnim, mislim, da se je že 2007 začela ta akcija, ne saj prvi varnostni ventili so se takrat odpirali, da o tem sploh razmišljamo. Naslednja stvar, ki me pa kot zadrtega regionalista, ker prihajam iz Bele krajine in pač tega nikoli ne skrivam, kot veste nekateri tukaj, mi gre absolutno, bom rekel po domače, na živce, da se vse cestne povezave ocenjujejo z vidika približevanja Ljubljani. Absolutno z vidika skladnejšega regionalnega razvoja napačna odločitev. Krepi se monocentrizem, namesto da bi se razvijal policentrizem in regionalizem, ali drugače povedano, da se bi okrepila mestna, urbana razvojna os, Ravne, Slovenj Gradec, Velenje, Celje. In s Celjem se bi tretja razvojna os se dela in tudi v Beli krajini se dela zato, da bi se Bela krajina povezala z Novim mestom in logično bi bilo, da se tukaj Slovenj Gradec, Ravne, Koroška, Šaleška dolina poveže z Celjem in ustvari močan razvojni antipod monocentrizmu in centralizmu, ki se izvaja iz Ljubljane. To je
policentrizem v tistem pravem razvojnem in seveda tudi ekosistemskem vidiku. In seveda F6 bi pomenila okrepitev te medregionalne urbane osi Slovenj Gradec, Velenje, Celje, policentrizma, skladnejšega regionalnega razvoja. Poslanstvo tretje razvojne osi je točno v tem, ne v okrepljenem položaju Ljubljane, ampak v okrepljenem položaju policentrov, to se pravi drugih urbanih središč, ker to pomeni, da se ohranja poseljenost, da ljudje tam imajo delo in da se seveda ohranja nacionalna identiteta Slovenije. Ni treba biti noben nacionalist, ampak nacionalno identiteta se ohranja s kulturno pokrajino, s kmetijskimi zemljišči, za varno stopno prehranske in druge samooskrbe. In to se z izborom te trase F22, ki seka seveda ekosisteme in uničuje kmetijske zemljišča, se to poslanstvo tretje razvojne osi dejansko pomika v ozadje. Naj zaključim, kot vidite, se razburjam, ampak mislim, da se take zadeve enostavno ne moreš lotiti samo z razumom, ampak se je treba lotiti tudi z čustvi, ker so prizadeti tukaj prebivalci in mislim, da si zaslužijo vseeno, bom rekel, spoštovanje. Skratka, zavrnitev po vseh teh 4 kriterijev, absolutno z okvirnega vidika je treba to cestno traso F22 zavrniti v vseh obravnavanih vsebinskih poljih, ki pa je med drugim, kar bi moralo biti za državo sploh pomembno, tudi dražja, skratka, nobenega razloga za to, da se ne izbere trasa F6 in zato seveda predlagam ponovno sistemsko vrednotenje teh tras, kjer je jasno, da je trasa F6 po vseh teh vidikih bolj primerna. Se oproščam, ker sem bil tudi malo daljši, Gorazd mi je rekel, da sem lahko za kako minutko in to sem zelo grdo izkoristil. Dušan, hvala zlasti za podatke, ker tako lepo zbrane in sortirane mislim, da jih še nismo videli na enem mestu in ki nam dajo vedeti, da imamo do 2/3 nažagano vejo, na kateri sedimo, ne? In da jo s takole zgodbo, kot je tale trasa F22, pač žagamo še naprej. Zdaj, vprašanje je, a moramo res na glavo v prazen bazen pasti, da se bomo tega zavedali, tako kot pri T6, ko gotovimo, da je od vsega začetka ponarejena vhodna cena premoga, ali smo dovolj trezni, da znamo pametno premisliti in se zaustaviti takrat, ko je še čas. Bo pa tudi ta poziv, mislim, da je v zaključku današnjega posvetovanja predlagan in ga bomo potem še izoblikovali.